Pozdravljeni. Danes se bomo najprej ustavili ob prihajajočih referendumih. Aktivnosti v tem času že potekajo. Tudi občinski odbor SDS Ormož je minuli teden pripravil javno tribuno, kjer je spregovorilo nekaj strankarskih veljakov. Zakon o pokojninski reformi, zakon o arhivih in zakon o delu na črno so v tem času dokaj vroča tema. Tudi občinski odbor SDS Ormož se je v predreferendumsko kampanjo aktivno vključil. Pripravili smo javno tribuno v zvezi z prihajajočimi referendumi, ki bojo 5. junija o zakonih o pokojninski reformi, o arhivih in pa o delu na črno. Gre za to, da želimo občanom in pa širši javnosti sporočiti naše videnje glede tega, kajti gre za to, da zakoni, ki so bili sprejeti v parlamentu za naše vrednote, ki zagovarjamo v Slovenski demokratski stranki, niso sprejemljivi in bomo pozvali ljudi, da bojo glasovali proti vsem trem. Povabili smo naše predstavnike iz parlamenta, prisoten je dr. Vinko Gorenak, ki je predsednik odbora za notranjo politiko in pravosodje. Potem je prisoten poslanec Marjan Pojbič, ki je podpredsednik odbora za delo, družino in socialne zadeve in pa lokalni poslanec iz 8. volilne enote Branko Marinič. Prisotna je tudi glavna tajnica SDS, gospa Anja Bah Žibert, in pa videl sem, da se nam je pridružila pred kratkim tudi gospa Helena Najdajer, ki pa je članica izvršilnega odbora z naše stranke. Tako da je zasedba kar močna in mislim, da bojo ljudem znali pravilno razložiti in povedati, kako ravnati na prihajajočih referendumih. SDS-u verjamejo, da takšne tribune, okrogle mize in tiskovne konference pomagajo pri ozaveščanju državljanov. No, upanje umre zadnje in splača se ljudem povedati z ozirom na to, da so kar 3 zakoni na referendumsko nedeljo, v katerih se bodo državljanke in državljani morali odločati. Tukaj se jasno pokaže ta moč ljudstva, kajti vsak referendum pomeni neposredno odločanje o tistem, o čemer smo poslanke in poslanci v državnem zboru že odločali, ali z drugimi besedami povedano, še vedno velja ustavna kategorija, da v Sloveniji ima ljudstvo v rokah državo, ne le njihovi izbranci. In prepričali smo, da bomo z javnimi tribunami in pa z tiskovnimi konferencami, ki jih bomo organizirali vse do volilnega molka po celi Sloveniji, skušali vsaj nekatere dodatno obvestiti, seznaniti, zakaj pravzaprav gre, da se bodo ljudje lažje odločali na referendumu. V nadaljevanju pa je poslanec Branko Marinič pojasnil. Gre za 3 vsebine zakonov, gre zakon o arhivih, ki zapira pravzaprav že odprte arhive. Ti odprti arhivi so od leta 2006, jih seveda zdaj zapirajo zaradi tega, ker se tisti, ki so na visokih položajih, aktualnih položajih, bojijo, da bi jih morebitne vsebine neposredno zadele. Zakon o pokojninski reformi, ki govori o reformi, pa to ni, je seveda premalo. Če bi želeli govoriti o pokojninski reformi, potem bi moralo biti to nekaj drugega, nekaj več. Dejstvo pa je, da je tudi pokojninska blagajna prazna in pa tudi prepoved dela na črno ali pa medsosedska pomoč, tradicionalna kategorija, ki z prepovedjo zakonske določbe prepoveduje neko običajno, tradicionalno vrednoto, medsosedsko pomoč, seveda ni dobro. In jaz sem prepričan, da bodo ljudje tudi o tem pravilno odločali, tako kot vse skozi skušamo poudariti, da je treba glasovati proti vsem 3 vsebinam. Tako torej razmišljajo v SDS-u. Verjetno pa bomo v naslednjih dneh slišali še veliko različnih mnenj. Domači podjetnik Boštjan Kolenko je strojno mehanizacijo zaprl dovoz do gradbišča hitre ceste Ormož-Gorišnica, ker mu dolgujejo več kot 100 000 evrov. Kot podizvajalec je delal za propadlo podjetje Vegrad. Z obupa, ker nikoli ni dobil plačila za izvedena zemeljska dela, ki jih je na trasi hitre ceste Ormož-Gorišnica za Vegrad kot podizvajalec opravil že leta 2008, se je samostojni podjetnik Boštjan Kolenko v torek odločil strojno mehanizacijo zapreti dovoz na gradbišče.
Gre za 100 000 evrov, ki pa jih je sicer Kolenku Dars obljubil iz bančne garancije. Ja, danes je naše podjetje zaprlo dostop do gradbišča kot eno obliko protesta zaradi neizpolnjevanja obveznosti Darsa, ker smo na tem gradbišču izvajali pripravljalna dela za viadukt Seanca za takratno podjetje Vegrad, ker je Vegrad od lanskega leta v stečaju. Nas je DDC konec avgusta obvestil, da bomo poplačani iz novčane bančne garancije, katero je Dars dobil že okrog 20. avgusta tudi nakazano na njihov račun. Takrat smo tudi na Dars posredovali vso dokumentacijo, ki so jo od nas zahtevali, ampak se do današnjega dne ni premaknilo ničesar, oziroma ko kličemo na Dars, ko hodimo na razgovore, reče, da se zadeve urejajo. Ne vem, na kakšen način. Iz naslova bančne garancije je bil poplačan projektivni biro, ki je delal projekte za to gradbišče, nas pa niso poplačali. 11. maja smo tudi uradno še enkrat postavili vprašanje, kako stojijo naše zadeve. Sedaj nam niso odgovorili direktno iz Darsa, temveč iz DRI-ja, ki pravi, da se pač moramo obrniti na Dars, Dars pa še vedno do danes ni podal nobenega odgovora. Je povedala predstavnica podjetja Valerija Kolenko. Kolenkovi so vztrajali tudi naslednji dan v sredo, približno do 11. ure, ko pa so jih poklicali z Darsa in jih povabili na sestanek, kjer bi se naj dogovorili o rešitvi problema. Turistično društvo Podgorci je v prostorih Ormoškega gradu s slovesnostjo minuli petek obeležilo 35-letnico ocenjevanja vin in 20. obletnico slovenskega kozarca. Ob tem pa so razglasili tudi rezultate letošnjega jubilejnega ocenjevanja. Turistično društvo Podgorci se ponaša z najdaljšo tradicijo ocenjevanja vin na Štajerskem. Da bi k sodelovanju privabili čim več vinogradnikov, so takrat, leta 1986, k sodelovanju povabili tudi Društvo vinogradnikov Jeruzalem. In ideja se je izkazala kot uspešna, saj so v teh 35 letih ocenili več tisoč vzorcev vin. Pa ne samo z domačega okolja, pač pa iz cele Slovenije in tudi iz tujine. Žal zadnja leta na ocenjevanjih ni več toliko vzorcev, so pa si tako organizatorji kot krajevna skupnost v tem času nabrali veliko izkušenj. 35 let je dovolj dolga doba. Ja, je dolga doba, če duže bi lahko rekla težja doba pa je zato ker smo vsi bolj napeti, če duže vsi imamo malo manj cajta, ampak vseeno še delamo na tem, če gli smo že malo pojamrali, da je malo manj vzorcev, ampak gledano na to, koliko je ocenjevan, vsej magister Vodovnik nam je zadnjič to obrazloža, da je pa ocenjeni vin v Sloveniji več, kakih je kdaj god bilo. Tako da normalno, da ne moremo imeti več 300 vzorcev, kot smo imeli, kajti ocenjevanja je praktično zdaj že v vsakšnem kraju. Vsaka občina ima sigurno eno, če ne več, ocenjevanj, in zato je seveda tudi palo neko število vzorcev, oziroma nekaj smo se tam okoli med 60 in 70 ustalili, pa tudi s tem smo zaenkrat zadovoljni. Na letošnjem 35. ocenjevanju vin je 7-članska komisija ocenila 56 vzorcev vin, ki so bila razvrščena glede na vsebnost skupnih kislin in ostanka nepovretega sladkorja. Suha, polsladka in sladka vina. Skupno mnenje ocenjevalcev pa je, da so vina letnika 2010 srednje kakovosti. Podelili so 4 velike zlate medalje, 29 zlatih in 12 srebrnih medalj, ter 2 priznanji. 9 vzorcev pa je komisija izločila. Med temi so izbrali tudi prvake po kategorijah vin, prvake sort in zvrsti, prvaka posebnih trgatev, podelili kar 3 pokale krajevne skupnosti Podgorci, izbrali prvaka rednih trgatev in šampiona praznika vina. Degustacija ocenjenih vin je pred in po slovesnosti potekala v Grajski kleti oziroma v Unterhundu. Slovesnost pa je bila namenjena tudi 20. obletnici slovenskega vinskega kozarca. Idejni oče slovenskega vinskega kozarca, Franček Lah, se spominja. Ja, lep svoj kozarec smo si želeli vse skozi, ko smo začeli z ocenjevanjem vina v Podgorcih. Kajti mi nismo vina samo ocenjevali, ampak smo ga tudi promovirali na sejmih, na raznih prireditvah in tiskrat se je dovoljevalo še, da lahko na tistih sejmih, ker se je tudi čistilo kozarce, da imamo steklene kozarce.
Pravzaprav tudi teh, kaj zdaj delamo, teh plastičnih kozarcev ni bilo in iskali smo kozarec, ki je bil primeren za pitje doma, na sejmih, v kleti, ob vseh priložnostih en taki univerzalni kozarec. Ker ni bilo tega, pa smo začeli razmišljati, kaj pa, če bi razvili svoj samostojni kozarec. No in po dogovorih z steklarji, ki so bili pripravljeni to tudi napraviti, smo se odločili, oziroma se mi je porodila misel, da napravimo svoj kozarec. Seveda so me takoj vsi podprli, kot sem že rekel, da ni ideja, ni nič, če ni realizacije, in ker so vsi v društvu, pa potem nas je podprla tudi v občina, pa strokovni ljudje iz občine, pa preko njih smo prišli do Gospodarske zbornice Slovenije, Turistične zveze Slovenije, Združenje gostincev, Združenje trgovcev Slovenije, in vsi ti so nas podprli v tej ideji in to nam je dalo zalet. In smo kar pripravili razpis, da pa so razpisi bili vse pravno in tudi ekonomsko upravičeni, smo si pritegnili ormoške strokovnjake v tej smeri, pravnike in pa ekonomiste, in seveda gospoda Čurina, ki nam je bil alfa in omega. On nam je pomagal odpirati vrata po celi Sloveniji in tako je prišlo do razpisa slovenskega vinskega kozarca. Na natečaj je prišlo kar nekaj vzorcev, se spominja Franček Lah, in končno so se predstavniki komisije iz vrst gostincev in trgovcev odločili za kozarec manjšega volumna, čeprav so enologi bili navdušeni nad nekoliko večjim kozarcem, ki ga je oblikoval domačin Božo Grabovac. Zdaj moram povedati, da sem bil nekako proti koncu študija agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in me je pač študij vinogradništva predvsem zanimal, vinarstva. In nekako vino pa vinski kozarec sodita skupaj, me tudi to zanimalo. In sem se odločil, da pač sodelujem, ker je nekako vsaka vinogradniška dežela ima, oziroma številne vinogradniške dežele imajo svoje vinske kozarce, in se mi zdela fajn ideja turističnega društva in sem se odločil sodelovati. Zdaj, kako se ga lotiti, nisem profesionalni oblikovalec, tudi takrat še ni bilo dostopnih teh računalniških, sploh računalnikov, pa tudi ne teh računalniških orodij za oblikovanje, tako da sem vzel svinčnik papir, šestilo, risal krivulje, levo, desno, pač nekako sem si predstavljal ta kozarec. Seveda so me vodile neke strokovne, ki sem jih takrat imel, koliko sem jih imel iz literature, kak kozarec mora izgledati, tiste osnovne lastnosti, ki jih mora imeti. Seveda so potem bile tudi navodila oziroma razpisni pogoji, ki jih je nekako se jim trebalo približati, in pa seveda potem tisti neki kreativni del, ki ga skušaš pač dodati sam. Tako da v bistvu je trajalo mogoče mesec, dva, malo je trpel študij v teh dneh, da sem izrisal nekaj risb, ki sem jih potem tudi izrezal, izdelal modele in se potem sam odločil za varianto, ki bom jo poslal, in na srečo je potem prišla v ožji izbor in potem osvojila 3. mesto, tudi ena od teh mojih risb. Na slovesnosti ob jubileju je spomine na snovanje slovenskega vinskega kozarca obujalo še nekaj ostalih sodelavcev. Po prvem slovenskem vinskem kozarcu je potem na predlog strokovne komisije enologov in vinarjev bila izdelana serija vinskih kozarcev, posebej za bela, rdeča, roze in peneča vina. Že prva povpraševanja oziroma takrat naročila so bila dokaz, kako je slovenski vinski kozarec bil potreben oziroma nujen. Slovesnost je poleg obujanja spominov na snovanje vinskega kozarca minila tudi o priložnostnem kulturnem programu, kar je dogodek naredilo prijetno večerno doživetje. Minuli teden je kar na 3 lokacijah v naši bližini bila predstavitev programa Svit. To je vseslovenski program, ki omogoča pri zgodnjem odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Zraven smo bili na predstavitvi pri Zdravstvenem domu Ormož.
Željo pri pomoči k ozaveščanju svojih uporabnikov v smislu zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki so v Zdravstvenem domu Ormož v sodelovanju s Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije organizirali predstavitev programa SVIT na 3 lokacijah v Ormožu in na eni na Jeruzalemu. SVIT program je preventivni program za odkrivanje prikritih črevesnih krvavitev, ki ga ponuja kot darilo našim ljudem, se pravi državljanom Republike Slovenije, ki so stare med 50 in 69 let, država brezplačno. Naloga za izvajanje tega programa pa je naložena Inštitutu za varovanje zdravja. Namenjeno pa je temu, da se čim prej spremembe, ki znotraj črevesja nastanejo, tudi odkrijejo in seveda, če je pravočasno odkrito, potem tudi potek zdravljenja in sam izid, pa tudi kvaliteta življenja za tistega, pri katerem se bilo kakšne spremembe ugotovijo, tudi kvalitetnejše. Če bolezen odkrijemo dovolj zgodaj, jo lahko uspešno zdravimo, lahko pa pravočasno odkrijemo in odstranimo že predrakave spremembe, polipe in bolezen celo preprečimo. Zato ne odlašajte. Poskrbite za svoje zdravje, odzovite se vabilo v program SVIT in se brezplačno testirajte. Inštitut za varovanje zdravja pošlje vsakemu državljanu, ki napolni 50 let starosti, ponudbo za sodelovanje oziroma testiranje samodejno po pošti na naslov. Kar možnost za testiranje precej poenostavi, ampak odzivnost ni najboljša. Moram reči, da je nažalost naša odzivnost na našem območju 44,3%. Nekje je težnja v slovenskem prostoru, da bi prišli vsaj do 70% odzivnosti na te preventivne programe. Zato nekako bi izkoristila to priložnost, da bi se naši občani in občanke vseh 3 občin odzvali na te programe, ko dobijo domov povabilo, da pošljajo določene vzorce, da nekako premagajo tisti strah in bojazen pred morebitno boleznijo in vstopijo v ta program, ki je brezplačen, podprt strani države. Kajti možnost preživetja pri pravočasnem odkritju kakršnihkoli bolezenskih sprememb je od 90 do 95%. Če pa se stvar oziroma te bolezenske spremembe prepozno odkrijejo, je možnost preživetja komaj 8%. Program SVIT je pravzaprav namenjen ljudem, ki ne kažejo nobenih bolezenskih znakov. Pomembno je, da opravite test, čeprav ste prepričani, da ste zdravi. Če bolezen odkrijemo dovolj zgodaj, so možnosti popolne ozdravitve zelo dobre. Če pa bolezen odkrijemo pozno, so lahko posledice hujše. Zato ne odlašajte in poskrbite za svoje zdravje, je glavno sporočilo programa SVIT. Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj Ormož je medicinski sestri Andreji Obran podelilo srebrni znak, kar v krogu zdravstvenih delavcev pomeni veliko priznanje. Priznanje lahko prejme član društva, ki je svojim delom in aktivnostjo doprinesel kar največ k prepoznavnosti in krepitvi vloge dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov na našem območju. Andrejo Obran, medicinsko sestro v Ormoškem zdravstvenem domu, so za priznanje predlagali njeni sodelavci. Priznanje ji veliko pomeni. Priznanje eno strokovnosti in v bistvu sem ponosna na to, da me tudi kolegi tako spoštujejo. Andreja Obran pravi, da si je že od mladih nog želela postati medicinska sestra. Že kot deklica sem vedno doma povedala, jaz bom pa medicinska sestra. Mama pa mi je rekla, veš, to boš pa v službi vedno, od jutra do večera, soboto, nedeljo, praznike, vse. Ampak jaz sem vedno hotela pomagati ljudem, posebej v taki obliki, kot sem zdaj, naprimer v splošni ambulanti, pa v urgentni medicinski dejavnosti. Dobra medicinska sestra mora biti, najprej mora delati s srcem, pa prav po tistem pregovoru, kar seješ, tudi žanješ. Moraš znati poslušati, moraš znati dati lep nasmeh, lepo besedo, si vzeti čas, sicer ga v tem času imamo vsi bolj malo, ampak koliko se da, se posvetiti pacientom, pa tudi prijateljem oziroma sodelavcem v službi, da jim prisluhneš, pomagaš, koliko gre. In Andreji je uspelo.
Kot medicinska sestra dela že 16 let. Poleg svojega odgovornega poklica je tudi aktivna članica območne organizacije Rdečega križa Sveti Tomaž. Je mentorica prve pomoči v civilni zaščiti. Aktivno deluje pri prepoznavanju in krepitvi zdravstvene in babiške nege, predvsem na področju preventive ter prepoznavnosti poklica medicinske sestre v okviru Dneva požarne varnosti v šolah in vrtcih. Skupaj s policijsko postajo Ormož in prostovoljnim gasilskim društvom Pršetnici sodeluje pri različnih zdravstvenih vzgojnih programih. Njene družbene in strokovne aktivnosti pa segajo tudi na področje vzgoje prve pomoči pri mladih v različnih počitniških kolonijah, taborjenjih, ki jih organizira Rdeči križ ali Gasilska zveza Sveti Tomaž. Tako da ni dvoma, da je priznanje prišlo v prave roke. Planinsko društvo Maks Meško je praznovalo 20 let ormoške planinske poti. Osrednja svečanost je bila pri Meškovih v Lahoncih. 11. maja je menilo natančno 20 let, odkar je planinsko društvo Maks Meško Ormož začrtalo ormoško planinsko pot v dolžini 72 kilometrov. Planinska pot povezuje vse 3 ormoške občine, Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Idejo pojasnjuje eden izmed pobudnikov otvoritve pohodne poti, Ciril Meško z Lahoncev. Ja, to gledalci televizije Ormoške poznajo našo mamo Erno Meškovo, ki je bila tudi ljudska pisateljica, poleg vsega kmečkega dela, aktivnost med kmečkimi ženskami v politiki in tako dalje, je tudi pisala. No in te v tisti njihovi knjigi, rada bi vam povedala, je opisala te naše lepe, čudovite griče, ki že Ksaver Meško tako lepo opisuje. Mislim, jaz sem bil dosta po sveti, pa za mene lepše dežele, ko so Slovenske gorice, posebno to okrog Jeruzalema, pa to ta čudovita dežela. No in te so naša mama tu pise od Jeruzalema, od Svetin, od Koga, od Drunča, Gomile, Tomoša, Senika. No in te tu meni neka tak ena ideja prišla, kaj če bi mi to eno pot naredili, kaj bi povezali to te griče. Nekaj mi smo tistega leta tudi naredili tisto knjigo Prlekija, in tudi tam imam in prispevek noti. No in te je to ta ideja prišla in to je čista nekaj posebnega. Ta planinska pot, reče se strokovno Ormoška planinska pot, poteka po celi občini Ormož od Ormoža preko Huma, Koga, Jeruzalema, Evenkovec, Tomoša, Gumile, Drakšla in v Ormož. Imamo 9 kontrolnih točk in to je zanimivo, na žigi je na vsake kontrolni točki druga črka od PD Ormož. Planinsko društvo Ormož pa smo preimenovali po našem ateki, ki so bili, poleg tega, ker so bili prleški kmet, aktiven planinec, tudi plezalec. Oni so šli s kolesom v vrata, pa šli na Triglav, pa domov, pa so imeli samo falošček kruha. No in te smo mi, po tudi njihovi zasluge, smo se ti odločili v upravnem odboru planinskega društva, da smo pač to društvo poimenovali po njih. Tako se Ormoško planinsko društvo imenuje po Maksu Mešku. Ormoška planinska pot pa je tudi ideja Meškovih, bi lahko rekli, ki so skozi leta, skozi ljubitelje planin našli še in še prijateljev od vse povsod. Člani Ormoškega planinskega društva poleg številnih drugih aktivnosti tudi pohodništvu dajejo velik pomen. Letno organizirajo vsaj 4 daljše pohode, med katerimi je obvezen pohod po Ormoški planinski poti. Ja, to je 9. pohod in 20 let planinske poti. Se je udeležilo okrog 60 pohodnikov, nekaj je, pričakovali smo kaj več, vendar je tudi to dosta. No in odkot vse prihajajo ljudje? Ljudje prihajajo iz Maribora, z Velenja so, potem so Vinske gore, s Ptuja in seveda naši domačini. Iz Ormoža do Ivanjkovcev so se pohodniki pripeljali z vlakom in potem do Meškove domačije v Lahoncih prehodili 3 kilometre. Tukaj je bila slovesnost, ki so jo popestrili člani ansambla Prlekija in govorniki, med katerimi je spomine na idejo o ormoški planinski poti obujal Ciril Meško. Zbrane je pozdravil Marjan Kukovec, predsednik planinskega društva Maks Meško. Navdušenje nad pohodno potjo pa sta izrazila tudi podpredsednika Planinske zveze Slovenije Slavica Tovšak, ki je obudila spomin na otvoritveno slovesnost pred 20 leti, ter Tone Tomše, ki je spregovoril o pomenu planincev in ljubiteljev gora. Pa seveda tudi pohodnikov oziroma pohodništva, ki mnoge iz različnih razlogov pač vse bolj navdušuje. Iz Ptuja. No in kako ste prišli na to pohodno pot, kako ste prišli zraven?
Vedno sem si želela videti to domačijo Erne Meško in ko sem zasledila, da je pohod letos prav tukaj, se začne, sem rekla, se bom pa privoščila, pa še lep dan se je napovedoval in sem vesela, da sem tukaj. Jaz pa sem z Lešnice. No in kako ste prišli zraven na to pohodno pot? Kako sem prišel? Ja, kako ste se odločili? Ja, to je 20 let, to mora človek nekaj takšnega obiskati. Ne, to jaz rad vem takšne stvari. Tudi drugače torej se udeležujete takšnih pohodov? Ja, seveda. Odkot pa ste vi prišli? Mi pa smo z Maribora. No in kako ste prišli zraven? Zraven? Ja, jaz sem prebral v Večeru in potem smo se pač odločili, da gremo sem na to 20-letnico pa po tej Ormoški, ne, tako, ker tu je lepo, tako, kot je že domačin rekel, ne. Ja. Se pogosto udeležujete takšnih pohodnih poti, ste planinec? Ja, še kar sem planinec, ja, tako kar hodim, pa se udeležujem, teh poti je zdaj kar nekaj, ne, tako da se udeležujem, ja. Ja. Potem, kar ste povedali, domnevam, da ste pravzaprav prvič tukaj na tej poti. Ja, tu sem žal prvič, čeprav sem se že večkrat mislil, da bom, pa ni nikoli, zdaj pa te danes pa je to bilo, ne, tako da, pa še bomo, ne, tako še bomo, ne. Po krajši slovesnosti in okrepčilu, za katero so poskrbeli pri Meškovih, so se pohodniki odpravili še čez Runeč, Stanovno, Strezetino, Litmerk in Dobravo, nazaj v Ormož. Kot je to v navadi, so maturantje Ormoške gimnazije tudi letos svojim naslednikom predali ključ, ki bo v naslednjem šolskem letu naredil glavne na šoli. Pridobili so ga kar z nekaj truda, predvsem pa z veliko dobre volje. Dogajanje se je odvijalo na Kerendžičevem trgu, vse skupaj pa se je začelo s plesom četvorke, ki so jo zbranim v pozdrav odplesali maturantje. Letos ima gimnazija Ormož 44 maturantov, čas mature je. Zdaj rezultatov še ni, predvidevanja so nekoliko preuranjena, mi upamo, da bo dobro, da bo uspeh dober, da bo uspeh čim višji, da bomo dobili tudi kakega zlatega maturanta oziroma maturantko. Kljub šolskim obveznostim, ki jih maturantje imajo v tem času, jim ostane časa še za družabne dejavnosti. Tudi predaji ključa tretjim letnikom so posvetili vso svojo pozornost. Takoj po četvorki, ki so odplesali, so sledile družabne igre. Ključ si je seveda bilo treba prislužiti, ali z znanjem, ali z različnimi spretnostnimi igrami. Pravzaprav je dogodek za vse bil velika zabava. Tretji letnik letos obiskuje 25 dijakov, kar pomeni, da bo prihodnje leto na šoli tudi toliko maturantov. V prvi letnik pa je zaenkrat vpisanih 27 dijakov. Verjetno pa bo zraven prišel še kdo, pravijo na gimnaziji. V vrtcu Podgorci so minulo soboto znova pripravili srečanje prleških in rimskih palčkov. Tudi tokrat so prleški palčki svojim prijateljem iz Rimskih Toplic pripravili pester program, za zaključek pa športne igre starši, ki so potekale v šolski telovadnici. S projektom srečanja prleških in rimskih palčkov so v Podgorcih začeli pred 3 leti. Vmes so si ostali zvesti, se drug o drugem naučili marsikaj in si privoščili že kar nekaj zanimivih srečanj. Bistvo projekta ostaja spoznavanje širšega naravnega, kulturnega in družbenega okolja, predvsem pa občasna pestra druženja, ki otrokom iz vrtcev v Podgorcih in v Rimskih Toplicah prinaša veliko veselja. Našim palčkom to pomeni nekaj čudovitega. Oni rečejo, da so srečni, da si napolnijo svoja srčka z novimi spoznanji, s prijateljstvi novimi in spoznavajo nove doživljaje, nove kraje. Nasploh čudovito jim je. Zraven pa je lepo bilo tudi staršem. Kot je bilo videti, so se kar hitro uživeli v številne otroške igre. Čudovito, res otroci uživajo, mi uživamo, je dobro za duha in telo. No in kaj vse počnete danes tukaj v telovadnici? Čega ste se vi lotili kot mamica? Ja, tudi mi moramo zraven sodelovati in tekmujemo z njimi, tako da je med nami tudi tekmovalni duh in skratka vsi uživamo. Ko prleški palčki pridejo v Rimske Toplice, ste vi tudi zraven? Seveda. No in kaj jim vi recimo ponudite tam?
Tam pa gremo običajno potem jim razkažemo rimske toplice, gremo gor do rimskih term, se ponašamo z našimi sekvojami, tako da v bistvu spoznavamo tudi okolje eden drugega in pa tudi malo kulturo eden drugega. Seveda pa s programom za svoje prijatelje iz rimskih toplic ne zaostajajo tudi prleški palčki. V minulih obiskih so si Podgorce in okolico ogledali že po dolgem in počez. Tokrat pa so razen obvezne prleške malice bili deležni druženja na prostem in športnih iger za medaljo palčkov. Zanimiva je zgodba, kako je do sodelovanja sploh prišlo. Dobili smo jo kar iz prve roke od klovnese Nerodne Avguštine. Ja, to je pa malo zgodba, ki je zelo dolga, ampak na kratko. Gospa Majda Ozmec in jaz sva bile mladostni prijateljici, kot otroka sva skupaj živeli, oziroma bile sosedi, se igrali, kasneje izbrali obe poklic gojitelja, se po mnogih letih srečali in preko ene zgodbe o palčkih sva se povezali in letos se srečujemo že tretjič. Tokrat je v Podgorcih iz rimskih toplic na obisku bilo kar 70 obiskovalcev, palčki in njihovi starši. Prleški palčki s svojimi starši pa jim bodo obisk vrnili že 18. junija. Minuli konec tedna je v Miklavžu pri Ormožu potekalo že 8. tekmovanje frajtonarjev za nagrado Frajtonar Prlekije. Letos se je tekmovanje udeležilo 27 tekmovalcev različnih starosti. Željo popestriti gasilske veselice so se miklavški gasilci pred 8 leti odločili, da tovrstnim družabnim prireditvam dodajo nekaj novega. In so se odločili, da organizirajo tekmovanje v igranju frajtonarice. Pa jim je s pomočjo domače krajevne skupnosti uspelo, tako da je letos to bilo že 8. tekmovanje, ki se ga udeležujejo frajtonari iz vse Slovenije. Organizatorji pa so si v tem času nabrali tudi veliko izkušenj. Ja, skoraj si ne upam pomisliti tistih prvih prireditev, prvega tekmovanja frajtonarja pri Miklavžu. Vemo dobro, da glede organizacije, glede samih pripravljalnih del smo bili v veliki ugankah, kaj se bo zgodilo in nekako smo iz leta v leto to dograjevali. Zdaj pa moram reči res ponosno, z desnega rokava stepemo in je ta prireditev že med nami. Tako se je v 8 letih na miklavškem odru zvrstilo več 100 frajtonarjev vseh starosti. Pravila tekmovanja so ves čas ostala enaka. Tekmovalci tekmujejo v 4 starostnih skupinah. Prva skupina je do 13 let, druga skupina je od 13 do 19 let, potem tretja skupina je od 19 do 35 in potem tekmovalci, ki so stari nad 35 let. Nagrade so denarne, denarni sklad je 700 evrov, vsak tekmovalec v svoji skupini dobi, vsak tekmovalec, ki zmaga v svoji skupini, dobi 50 evrov, potem pa izmed vseh tekmovalcev izberemo 3 najboljše. Najboljši se zasluži oziroma dobi naziv Frajtonar Prlekije 2011 in dobi dodatni 250 evrov. Drugi tekmovalec dobi nagrado 150 evrov, tretji pa 100 evrov. Tudi nagrade so seveda tiste, ki pritegnejo glasbenike, da se jih radi udeležujejo. V tem času pa organizatorji razmišljajo še o pokalu krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu, ki bi ga podelili frajtonarju z domače občine. Slednji bi naj bil namreč vzpodbuda domačinom, ki so se letos na tekmovanje prijavili v zelo skromnem številu. Prireditev je skozi leta prinesla kraju tudi dobrodošlo prepoznavnost in za kraj veliko pomeni. Ogromno. Glejte, harmonikoši se zberajo prav iz celotne Slovenije, se pravi iz Primorske, Gorenjske, Dolenjske, Štajerske, normalno Prlekije, Prekmurja, tako da marsikateri tekmovalec ne bi sem prišel, če ne bi tega tekmovanja bilo. Tako da vsako čas in vse pohvale organizatorjev prostovoljnemu gasilskemu društvu Miklavž, da se take velikega projekta tudi so lotili in tako uspešno tudi izvedejo ta program. Prispeva kaj krajevna skupnost tudi finančno? Ja, seveda, gledajte, na nek način bi rekel, jim pomagamo, vse tisto simbolično, mi jim pomagamo z pokale, se pravi prekale, hotel tudi nimamo neke posebej cene za ta preditveni prostor, za dvorano, tudi to jim bi rekel, damo za stojn in seveda tudi malo za srečo lov, tako da nekaj simboličnega krajevna skupnost se s tem tudi pripomore, pa tudi da. Verjetno se za bodočnost prireditve ni bati. Morda je letos bilo nekoliko manj tekmovalcev kot običajno, ampak to organizatorjem ni vzelo volje. Zagotovo bomo lahko zraven na tekmovanju za Frajtonarja Prlekije 2012, so prepričani. Thank you.
Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož je tudi letos bil organizator revije mladinskih pevskih zborov, ki jo naslovijo Moje pesmi, moje sanje. Na reviji je nastopilo 8 zborov iz vseh 3 občin. Mladinski pevski zbor Rosa z osnovne šole Ivanjkovci je nastopil prvi, potem so se z nastopi zvrstili. Mlajši je mladinski pevski zbor osnovne šole Ormož, mladinski pevski zbor osnovne šole Velika Nedelja, mladinski pevski zbor Sanje osnovne šole Miklavž pri Ormožu, mladinski pevski zbor osnovne šole Središče ob Dravi, mladinski pevski zbor osnovne šole Ormož, mladinski pevski zbor osnovne šole Sveti Tomaž in na koncu še deški pevski zbor osnovne šole Miklavž pri Ormožu. V priprave so mladi pevci in njihovi mentorji vložili veliko truda. Takšne revije oziroma srečanja pa so dobrodošla iz večjih razlogov. Dobrodošla so, sicer to je zdaj kar krepko proti koncu. Otroci so že malo nestrpni tudi zaradi ocenjevanja, zaradi vsega tega, konec leta se približuje, ampak mislim, da smo vzdržali, da bomo opravili svoje delo danes tako, kot je treba. So ti nastopi na revijah cilj vaših prizadevanj, vaših vaj? Naj bi bili, ampak mislim, da tudi na šolah zdaj že vsi moji kolegi pripravljajo različne nastope, ki so tudi en pokazatelj njihovega delovanja ali našega dela, ko se predstavljamo domači publiki, pa tudi širše. Je pa pač nekako bi naj bil to tisti višek našega dela, ne? Pa mislim, da je. Nastop na takšni reviji, jaz bi rekla, da je to ena velika odgovornost za zborovodje, pa tudi za same otroke in mislim, da je to zelo zdravo za njih, zato ker se res počutijo odgovorne in delajo na tem, da bi bilo naš nastop res dober in odličen. Vadimo in se mi zdi, da je to za otroke, pa tudi za samega učitelja, torej zame zelo ena velika odgovornost in tudi pozitivno nas deluje, zato ker imamo neki cilj, neko motivacijo, da za nekaj delamo. Je res, da je veliko takšnih nastopov, kjer se udeležujemo, ampak tukaj je vseeno neka bolj strokovna udeležba in mislim, da je samo pozitivno in en velik pozdrav za takšne revije, kot je ta. Nastop na reviji pomeni, da pokažemo tisto, kar smo se vse leto naučili, se pravi, naš trud, naše delo je tukaj zbrano v 3 teh pesmih, kvalitetnih in po vseh tistih pravilih, ki jih moramo predstaviti, tudi predstavljeno. Je nastop na reviji cilj vaših prizadevanj celoletni? Ja, vsekakor. Nekako pomeni to predstavitev letnih dosežkov, pregled čez to, kar smo celo leto delali, en vrhunec, primerjavo z drugimi pevskimi zbori, mogoče kakšne novosti, ki jih pripravljajo pevci. Bi lahko rekli, da je nastop na takšni reviji cilj vaših celoletnih prizadevanj? Ne, to je samo ena od mestnih postaj. Meni se zdi, da je cilj tisto, ko pripravimo samostojni koncert. Tako ali drugače, pevci so pokazali veliko znanja in pevskih sposobnosti, se na reviji imeli možnost naučiti kaj novega, sploh pa si nabrati izkušenj z nastopi, tudi pod budnim očesom strokovnih spremljevalcev. Letošnjo revijo mladinskih pevskih zborov je spremljala strokovna spremljevalka Manja Gošnik-Vovk. Psihiatrična bolnišnica Ormož je bila organizator 7 športnih iger, ki jih medsebojno prirejajo zaposleni v bolnišnici, v zdravstvenem domu, centru starejših občanov in v podjetju Modmed. Tokrat so igre potekale na nogometnem igrišču v Ormožu. V smislu sproščenega druženja je udeležencem srečanja dan tudi letos prinesel veliko dobre volje, sploh pa možnosti za različna športna udejstvovanja. Zbrani so se lahko pomerili v nogometu, odbojki na mivki, tenisu, košarki in v priložnostnih družabnih igrah. Čisto mirno pa je vsakdo svoje zadovoljstvo lahko našel tudi v prijetnem klepetu s sodelavci, za katerega v času delovnih obveznosti morda ni ravno veliko priložnosti. V glavnem, vsaj nam opazovalcem se je zdelo, da so takšne športne igre oziroma družabna srečanja zaposlenih dobrodošla za vse. Vsako leto takšna športna srečanja organizira druga ustanova, tudi lokacije športnih iger so navadno različne.
Organizator poskrbi za vse, tudi za preverna okrepčila in vse, kar pač spada zraven. Ja, letos je naša bolnišnica organizator 7 tradicionalnih, zdaj že športnih iger, bi rekla med delavci, zdravstveni delavci in sodelavci, ki nekako skrbimo za zdravstveno varstvo 3 občin. To se pravi občine Ormož, občine Središče ob Dravi in pa občine Sveti Tomaž. Seveda nekateri upravljamo tudi dejavnost, ki seže preko meja teh ormoške oziroma teh 3 občin. Vendar mislim, da vsi skupaj upravljamo pomembno poslanstvo zdravstvenega varstva na tak posreden ali neposreden način, da se vsi nekako trudimo, da so naše storitve strokovne, varne, da je uporabnik naših storitev zadovoljen in seveda je za tako delo pomembno tudi sodelovanje. Za dosego vseh teh ciljev je pomembno, da med sabo sodelujemo in to je tudi ena izmed oblik, da to sodelovanje še poglobimo in seveda naše storitve upravljamo še kvalitetneje. Igre nas vsekakor združujejo, povezujejo. Če pogledamo teh delavcev, zdravstvenih in sodelavcev, nas je okrog 480. To se pravi, da tudi za ta kraj nekaj pomenimo, da ne samo, da upravljamo to dejavnost, nudimo dejansko tudi delovna mesta, tem skoraj 500 delovnih mest in da pa ne samo tem, ki delajo pri nas, ampak tudi marsikateremu storitveni dejavnosti, obrtnikom, privatnikom, trgovinam, tako da mislim, da smo tudi za občino in za to okolje kar pomembne. Tudi naprimer nudimo šolsko prakso, smo šolska baza, učna baza, tako srednjim šolam, visokim šolam, fakultetam in mislim, da za ta kraj to tudi nekaj pomeni, ne? Direktorica je za vzpodbudo sodelavcem uporabila kar ministrove besede. Gibanje je življenje. In izkazalo se je, da je padel na plodna tla. Cel dan namreč že od 10 dopoldan jih je večina na takšen ali drugačen način bila v gibanju. Vsak je hitro našel športno panogo, ki mu najbolj leži in zabavi ni bilo konca. Ja, takšna združenja so zelo dobra, predvsem zaradi tega, ker se srečamo v bistvu vsi, ki izvajamo neko zdravstveno dejavnost in nekje v takem sproščenem okolju je čisto drugače kot v službi. No in s čem ste se vi danes ste si popestrili dan tukaj na športnem področju? Jaz osebno sem igrala tenis, žal ni nobenega športa, s katerim se jaz ukvarjam, se pravi streljanja ali pa namiznega tenisa, no potem pa sem pač tenis igrala. Ja, vedno so zelo prijetna, zato ker so združena šport in zabava, da malo spokuriš energijo, pa se malo vidiš, kako so tudi drugi. In kaj ste vi danes igrali, zakaj ste poprijeli? Za teniški lopar, sicer bilo je zelo vroče na igrišču. Čudovito je. Mislim, da bi to večkrat moglo biti. Uživam jaz v takem druženju in fajn je to, ker pač se ne pogovarjamo v službi, ampak se pogovarjamo čisto nekaj deseta stvar. Vi ste danes tudi igrali tenis? Tudi. No in zakaj vam ta panoga športna posebej leži? Zato, ker uživam v tem. Jaz rada igram tenis, jaz vsaj 2krat na teden igram tudi drugačen tenis in to je pač edina stvar, ki v njem uživam. Mislim, da je to ena dobra, kako bi rekla, varianta med nami vsemi. To je boje to druženje, pa nekaj tekmovanje. Mislim, da je nekaj dobrega, ne? Mite, povedi. Boje, pa dobra hrana. Dobra hrana. Jemo, pijemo, tekmujemo med soboj, potem pa se na koncu pa tako poveselimo, ne? To je nekaj najlepšega, kaj lahko. No in kakšne športne panoge ste se vi danes lotili? Košarka, nogomet, odbojka, tenis, še kaj drugo, državne igre na koncu, ne? Jaz sem zdaj 3 leta se že udeležujem takšnih prireditev in kaj ne rečem. Hvala Bogu vremeni, da nam služi, da lahko to speljamo tako v športnem duhu. Super se imamo, to je glavno, ne? No, rekla bi, da malica tekne po tako napornem dnevu, po športnih udejstvovanjih. Po polovici dneva, kaj smo zdaj dali športne aktivnosti skozi, ja. Samo upam, da to ni zadnje, ne. Upam, da to, kada še malo ostalo, kam še lahko kakšni čapčič dobili ali pa 2, ne.
Dan je bil dolg seveda in tako je bilo potrebno poskrbeti tudi za malico. Neverjetneje nihče ni ostal lačen, zato je zagotovo poskrbel bolnišnični kuhar, ki je za podzob pripravil kar nekaj. Malo čvapčičev, kotletov, pa klobas, pa čebule, isto tako na svetinjah. No in kaj vi pravite na takšna srečanja oziroma druženja? Ja, da so v redu, da se delavci družijo, pa da se imamo fajn v glavnem, no. Ker tako večinoma ceta preživimo na delovnih mestih, taka srečanja pa pašejo. Tako pa je razmišljalo tudi vseh čez 100 udeležencev omenjenih športnih iger, ki se bodo srečanja zagotovo udeležili tudi prihodnje leto in pripeljali še kakšnega sodelavca seboj. Sledi še pregled športnih dogodkov. Zraven smo bili na prizadevanjih otrok iz ormoškega vrtca, ki so kolesarili za priznanje Zlati sonček, pa tudi o rokometnih in drugih športnih dogodkih bomo govorili. Ostanite z nami. Ljubitelji športa, lepo pozdravljeni. Tudi v ormoškem vrtcu so se priključili vseslovenskemu športnemu programu Zlati sonček, ki je namenjen našim najmlajšim, starim od 5 do 11 let. Izvajajo pa ga vrtci, osnovne šole, pa tudi razna društva ali zasebniki. V letih izvajanja programa se je v program uspešno vključilo čez 620.500 otrok. Program obsega rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo in kolesarjenje. V ormoškem vrtcu program izvajajo 3 skupine 6-letnikov. Mi pa smo se pridružili skupini Sonček na vadbi vožnje s kolesom. Ja, moram reči, da se to ne dogaja samo danes, ampak že 4. dan. Urimo spretnost kolesarjenja. Zdaj pri tem bi rekla to, otroci, kot ste rekli, različna lepa kolesa, res tudi nekatera še imajo pomožna kolesa. Je pa veselje in v spodbudo tudi to, da nekatera kolesa, ki so danes brezpomožni, so prišla sem s pomožnimi. Kolesarimo 4. dan in 2 otroka sta že sama želela, da odstranimo pomožna kolesa. Kolesarimo za Zlatega sončka. V začetku so že otroci povedali, da ne samo kolesarjenje, ampak tudi plavanje, vodenje žoge, pohodi, vse to spada k Zlatemu sončku. Otroci s to dejavnostjo začnejo že v vrtcu, potem te knjižice Zlatega sončka nesemo v šolo in tam nadaljujejo z dejavnostmi. Zelo bi pohvalila naše otroke, ki so danes kolesarji, bili so tudi dobri plavalci, so tudi dobri v vodenju žoge, v metu na koš, še boljši pa v pohodih. Radi hodimo na pohode, v različne smeri smo hodili, izvedli smo 5 pohodov in zdaj še nas čaka 31. maja orientacijski pohod. So precej navdušeni za te dejavnosti. Radi vozijo kolo, radi hodijo, radi tekajo, radi mečejo žogo. Tako da mislim, da bo tudi kateri izmed njih kdaj kakšen športnik, če drugo ne rokometaš. Trening kolesarjenja je tako v okviru vrtca potekal 4. V tem času je večini uspelo, da se vozijo brez pomožnih koles. Sicer pa tudi doma otroci radi sedejo na kolo. No in kako dolgo, Eva, ti že kolesariš? Puno. Kdaj si pa dobila kolo, se spomniš? Kdo pa ti ga je kupil? Ata. No in kot vidimo, nimaš več pomožnih koles. Kdaj si se naučila tako brez pomožnih koles? Prvi z malem, en dan prvič, te pa drugi dan smo mi dva zatem šla v trgovino, pa smo to tako kupila, pa sem se sama naučila. No in rada kolesariš? Ja. No zakaj? Zakaj ti je fajn? Zato, ker rivlem malo, da se naučim, pa da za Zlatega sončka. Zakaj pa ti rada kolesariš? Zato, ker živim brez kotačekov. In kako dolgo že kolesariš brez pomožnih kotačekov? Dolgo. Kdaj si pa dobila kolo? Malo že dolgo nazaj. No in zakaj se ti zdi fajn, da kolo pripelješ tudi v vrtec in potem tukaj kolesarite, se učite prometnih pravil? Zakaj ti je to fajn? Zato, ker nas je puno. Si se naučila kaj od svojih prijateljev? Ja. Kako dolgo pa že ti voziš brez pomožnih koles? Dolgo.
Kdaj si se naučila? Ne vem. In kdaj si dobila to lepo novo kolo? Malo že dolgo nazaj. No in zakaj se tebi zdi fajn, tako da lahko pripeljete kolo v vrtec? Zakaj ti je to fajn? Zato, ker nas je puno. Si se naučila kaj novega v vrtcu? Ne. In kaj pravi učiteljica, kaj vam je ona povedala? Vam je povedala kaj o prometnih predpisih in tako dalje, kako je treba se voziti po cesti? Kaj je rekla? Ker moramo upoštevati pravila. Kako dolgo pa že ti imaš to lepo kolo? Že dolgo. In kdaj si se naučil voziti tako brez koles pomožnih? Vrtec se pa mi je odšel dol. In sedaj ti gre brez pomožnih koles. In zakaj se ti zdi fajn, da kolo lahko pripelješ v vrtec in tukaj potem trenirate? Zakaj ti je to fajn? Zato, ker mi je lepo. Kaj si se naučil v tem času? Kolesarite. Kaj pa o prometnih predpisih si se kaj naučil? Ne. Ti pa imaš že pravo veliko kolo. Kako dolgo že voziš to kolo brez pomožnih kotačev? Dolgo že. Si se naučil doma ali tukaj na treningu v vrtcu? Doma. No in kako se ti zdi to, da kolo pripelješ v vrtec in potem tukaj skupaj trenirate? Zakaj ti je to fajn? Ker mi je všeč, ker se vozimo tu. Pa tudi drugače rad kolesariš doma okrog hiše? Ja. No, zakaj ti je fajn? Zato, ker se rad vozim z biciklom. Ob zaključku akcije udeleženci projekta dobijo priznanja, pa tudi modro značko, kar je vstopnica za vključevanje v projekt tudi na osnovnošolski stopnji. Namen programa pa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo in končno tudi navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju, za zdravo telo in krepkega duha, menijo osnovalci projekta. In kot je videti, bo z odličnimi prijemi in spodbudami vzgojiteljev cilj tudi dosežen. In žogo brcamo, poglejte nas, kako korakamo. Se žogamo in plavamo in skačemo vodo. Nadaljujemo z atletiko. Letos so v Radencih pripravili že 31. maraton treh src, ki je bil rekorden po številu udeležencev, vendar pa ne tudi po izidih, saj je vročina terjala svoj davek. Na različnih razdaljah je sodelovalo preko 4000 tekačev in prek 10 000 aktivnih udeležencev različnih rekreativnih dogodkov. Izmed članov atletskega kluba Ormož je na velikem maratonu zablestela Bernarda Ivančič, ki je 42 km dolgo razdaljo končala na izjemnem 3. mestu. Ivančičevo smo po velikem uspehu ujeli na enem izmed treningov v športnem parku Mestna Graba. Tradicija teka v Radencih je bogata, že 31. izdanje. Kolikokrat pa ste vi nastopali v Radencih in na kakšnih razdaljah? V Radencih sem do sedaj nastopala 8-krat, 2-krat sem šla na 42 km sem opravila tek, ostale razdalje pa so bile 21 km. Od tega sem 2-krat oziroma 3-krat sem sedaj stala na stopničkah, enkrat sem bila absolutno druga, enkrat tretja na 21 km, zdaj pa sem prvič stala na stopničkah, ko sem premagala razdaljo 42 km. Odlično, 3. mesto, verjetno ste zadovoljni in pa občutki fantastični. Ja, to se ne da opisati, ne povedati, to v bistvu moraš doživeti, te občutke. Meni je v bistvu vriskalo, tako sem bila vesela, tako moram povedati. In publika z mano. Na taki veliki razdalji, 42 km, zagotovo prihaja tudi do kakšnih kriz na poti do cilja. Ja, kriza prihaja in krize so, ker to je le... Prvič je bilo tudi povezano velika vročina in človek ima borbo sam seboj in maraton je najprej tek z glavo, potem ko mi uporabiš noge. In če to ne uskladiš, je zelo težko. Na čas pravite, da niste gledali, kajti važno vam je bilo samo eno. Prvi krog sem gledala na čas. Moj namen je bil, da tečem
v mejah svojega časa, ki ga pač preteče maratonu, vendar drugi krog je bil pretežek, vročina je začela v bistvu pobirati vse, ne samo mene, in svoje moči sem razdelila potem samo v cilj, da pridem do cilja. Priprave, kako so potekale za nastop v Radencih? Moje priprave, jaz drugače nimam nekih posebnih priprav za maratone. Dobro, dodam mogoče kakšni daljši tek, tam 21 do 35 km, vendar zdaj nisem dodajala, samo 21 km je bila najdaljša razdalja in moja priprava za maraton, ker več ali manj imam treninge za ostala tekmovanja in to se potem samo povezuje med seboj. Regeneracija po teku? Tudi to je obvezno, to mora biti, da telo pride nazaj v svoje tirnice. Nekim krajših tekov, čaka me sicer že novo tekmovanje, tako da pač malo hrane, malo s hrano, s pijačo, s počitkom malo to skladim, pa upam, da bo v redu. Pohvalili ste vzdušje v Radencih, torej se zagotovo vračate na 32. izdanje tega maratona. Ja, bom se vračala, dokler me bo zdravje služilo, mislim, da me bojo tam še videli. Kaj vas čaka zdaj v nadaljevanju sezone? V nadaljevanju sezone tekmovanje za štajerski koroški pokal, mogoče še kakšne druge tekmovanja, ki so na novo dodane, ker kar precej teh tekaških tekmovanj po Sloveniji. Bom se pa verjetno tudi udeležila enega humanitarnega teka, ki bo potekalo po Sloveniji. Nikoli ne obupaj, da kar prevedem slovenščino, da ne govorim angleščini, ki je namenjeno v bistvu, donacija je namenjena otrokom, ki so v stiski, ki bojo mogoče šli na morje ali kam drugam. In jaz upam, da se bo tudi ostali ljudje, da se bo tega udeležili. Poleg Ivančičeve sta na maratonu izmed predstavnikov atletskega kluba Ormož nastopila še Marjan Alt, ki je s časom 3 ur, 4 minut in 6 sekund med moškimi zasedel 11. mesto, ter Ruda Majcen. Sicer je iz atletskega kluba Ormož v Radencih na različnih razdaljah sodelovalo kar 35 tekačic in tekačev. Manj kot dober mesec pa nas loči od 8. ormoškega uličnega teka, ki poteka v organizaciji atletskega kluba Ormož. Letos bo tekmovanje, ki poteka po ulicah Kerenčičevega trga, na sporedu v petek 24. junija s pričetkom ob 21. uri. Moški bodo tekli na 4800, ženske na 4000 metrov. Ob tem bo potekal tudi družinski ter otroški tek. Prijave so možne preko spleta na naslovu www.ak-ormoz.si. Tudi mladi atleti v osnovni šoli z občin Ormož, Tomaž in Središče so bili zelo aktivni. Saj je v Slovenski Bistrici potekalo regijsko prvenstvo, na katerega so se uvrstili najboljši iz medobčinskega tekmovanja, ki je potekalo minuli teden v Ormožu. Učenke in učenci z naše okolice, ki so v Slovenski Bistrici dosegli vidne rezultate, čaka v sredo 1. junija nastop na državnem prvenstvu, ki bo tudi letos potekalo v Ljubljani. Možnosti za visoke rezultate na državnem nivoju ima kar nekaj naših atletin ter atletov. Nadaljujemo z rokometom. Ekipe v elitni druščini so odigrale tekme 9. kroga. Preglejmo izide. Cimos Celje 30-28, Maribor Gorenje 30-33, Trimo Škofja Loka 35-31, Slovenj Gradec Ribnica 20-20, Slovan Šmartno 36-40 in Krka Jeruzalem 33-32. Pri porazu Jeruzalema s 33-32 v Novem mestu je Rok Žoran dosegel 11, Bojan Čudič in Isto Korpar pa po 4 točke. Pri zmagovalcih je Blaž Rojc mrežo Ormožanu zatresel 10-krat. Boj za prvaka ostaja odprt do zadnjega kroga. Vodi pa Cimos z 2 točkama naskoka pred Gorenjem. Sedijo Celje, Škofja Loka, Maribor in na 6. mestu Trimo. Zanimivo je tudi na dnu lige za obstanek. Ekipe Ribnice, Krke in Jeruzalema so lahko mirne, kar pa ne velja za Trojko, Šmartno, Slovan in Slovenj Gradec. Pred nami je tako dramatičen zaključek sezone, ker bo vse jasno v petek 27. maja, ko je na sporedu zadnji krog. V Velenju se bosta za prvaka udarila Gorenje in Cimos. 8 je za naslov državnega naslova potrebna zmaga z več kot 5 zadetki. V boju za obstanek bo Šmartno gostilo Slovenj Gradec, Slovan pa bo gostoval na Hardeku pri Jeruzalemu. Tekma v Ormožu je na sporedu ob 20. uri.
V Ljubljani je v športni dvorani Galevica potekal zaključni turnir za državno prvenstvo v mini rokometu za dečke za sezono 2010-2011. Pravico nastopa so imeli letniki 2000 in mlajši. V sezoni 2008-2009 in v sezoni 2009-2010 sta naslova pripadla učencem osnovne šole Ormož, letnikom 1998 in 1999. Tudi letos so Ormožani zaigrali odlično in osvojili končno drugo mesto v državi, kar je novi dokaz dobrega dela ormoške šole rokometa. V zelo kvalitetni konkurenci je največ uspeha požela osnovna šola IK, ki je v velikem finalu 14-13 ugnala Ormožane. Sicer so Ormožani imeli veliko športne sreče že v polfinalu, kjer so šele po kazenskih strelih ugnali močno zasedbo iz osnovne šole Trebnje. Trebanci so na koncu osvojili 3. in Škofljičani 4. mesto. Za osnovno šolo Ormož so v Ljubljani naslov državnih podprvakov osvojili Žan Firšeruga, Žan Ivanuša, Anžej Notresberg, Blaž Zadravec, Teo Šulek, Matej Vrankovečki, Gašper Hebar, Primož Ozmec, Aljoša Munda, Niko Sovič in trenerja Istok Luskovič ter Mladen Grabovac. V soboto 28. maja bosta zasedbi ormoških mini rokometašic in mini rokometašev z letniki 2000 nastopila na močnem mednarodnem turnirju Zasavje Cup 2011. To bo slovo deklic trefantov letnika 2000 od igranja mini rokometa. Sledi pregled nogometnih izidov v Štajerski ligi in medobčinski nogometni zvezi Ptuj Prva liga. V 23. krogu Štajerske lige so bili doseženi naslednji rezultati. Zavrč Šmarje 5-0, Šoštanj Rogaška 2-1, Pesnica Pohorje 2-5, Marles Hiše Rogatec 5-1, Gereča vas Podvinci 0-4, Koroške Gradnje Boč 2-1 in Ormož Peca 10-0. Za Ormožane je Štiberc prispeval 4, Zorman 3 in Fijavš Zadrevec ter Lah po en zadetek. Prvak Štajerske lige je že dolgo znan, Zavrč, ki ima 10 točk naskoka pred Šoštanjem. Sledijo Šmarje, Pohorje, Pesnica, Marles Hiše, Podvinci, Koroške Gradnje in na 9. mestu Peca. Lažje po visoki zmagi nad Peco dihajo 10. uvrščeni Ormožani, ki so skupaj z Rogaško in Bočem pri 22 točkah. Rogatec je 13. in Gerečja vas zadnja 14. V 24. krogu v soboto 28. maja ob 17. uri nogometaše kariere Optili z Ormoža čaka težko gostovanje v Rušah pri 4. uvrščenemu Pohorju. Prvenstvo je odločeno tudi v medobčinski nogometni zvezi Ptuj Prva liga, kjer so novi prvaki Središčani. V 19. krogu so izidi bili sledeči: Oplotnica Dornava 5-0, Bukovci Apače 3-0, Rogoznica Hajdina 4-3, Lovrenc Gorišnica 1-1, Videm Pragersko 4-1 in Skorba Središče 4-4. Središčani so v Skorbi zapravili prednost 3 zadetkov. Zavarovance trenerja Boštjana Zemljiča so zadeli 2-krat Ivanuša in po enkrat Lesjak ter Klenčar. Središče vodi 47 točkami pred Oplotnico, ki je zbrala kar 12 točk manj. Na končno drugo mesto upajo tudi v Bukovci, Hajdini, Gorišnici in tudi še v Apačah ter Lovrencu. Skorba je 8, Videm 9, Rogoznica 10, Dornava 11 in Pragersko 12. V 20. krogu v soboto 28. maja v športnem parku Trate pri Središču gostuje ekipa Rogoznice, trenutno 10. uvrščena ekipa medobčinske nogometne zveze Ptuj Prva liga. Toliko za danes. Veliko lepih trenutkov vam želimo v naslednjih dneh. Pa nasvidenje do prihodnjič.